Tomaž Vanut je bil prvi slovenski kirurg, ukvarjal se je s travmatologijo, torej s poškodbami. Uvedel je operativno obliko spiralnega zloma goleni zvijaki in pa zdravljenje hrbtenice in goleni s ploščicami in zvijaki. Za študij medicine se nisem odločil zaradi slave, denarja in pa žensk, ampak predvsem zaradi želje po razumevanju psiholoških in fizioloških procesov, ki se odvijajo v samem človeku. Vedno so me že v gimnaziji zanimali podobni predmeti, pač v smislu naravoslovja, biologija, fizika in podobno. Moramo znati tako slovenska poimenovanja kot latinska poimenovanja. Izobraževanje za kirurga je dolgo. Najprej mora seveda opraviti srednjo šolo, končati mora medicinsko fakulteto, ki traja 6 let, potem opraviti pripravništvo, izpit, strokovni izpit in nato začne specializacijo iz ene od kirurških strok. Na dodiplomskem študiju smo vpeljali sistem en študent na mentorja. Se pravi, vsak mentor ima samo enega študenta in ves čas je ta študent z njim, mu asistira, mu pomaga pri administrativnem vodenju bolnikov. Torej, v sklopu vaj iz kirurgije si izberemo mentorja na oddelku, kjer želimo vajo opravljati, se pravi v tisti smeri, kjer te zanima. Mentorju na to sledimo pri operacijah, se pravi, kar on dela, gremo zraven v operacijsko, pomagamo, umijemo se, razloži nam operativne posege, tako da vidimo sami v bistvu v praksi, kako delo kirurga poteka. Meni se zdi zelo zanimiva izkušnja, dobiš res tisti prvi vtis, prvi občutek, kako je biti v operacijski sobi, veliko novega izveš, veliko vidiš, veliko se naučiš. To se mi zdi res glavni vir znanja. Ne dobiš vsega tisto iz knjige, kar dobiš takole v operacijski sobi. V času študija, skratka, smo zelo veliko časa študenti medicine preživijo na kliničnih oddelkih, takih in drugačnih v okviru vaj. In nekako mi je bilo daleč najbolj všeč na kirurgijah, pa vsem kateri. Vzdušje mi je bilo všeč, potem zelo timsko delo je, skratka, velike ekipe različnih profilov sodelujejo, veliko, lahko rečem, dobre vole in pa delo, ki mogoče je to karakterno, da mi je všeč, skratka eno konkretno delo je, en občutek, da v tistem trenutku nekaj narediš. Od dneva, ko stopiš na medicinsko fakulteto in do dneva, ko si opravil specialističen izpit, preteče najmanj 12 let, seveda v bistvu več. In lahko rečem, da kljub temu, da si ves ta čas zelo obremenjen, si ob koncu specializacije v bistvu na začetku svoje samostojne poti.